Spoštovani gost, gospod Potočnik, spoštovani gospod Peter Obal, njegov spremljevalec na življenjski in ustvarjalni poti, gospa županja, čeprav ste ženska, pa stavim na tretje mesto, lepo pozdravljeni tudi vi z moje strani in pa seveda predstavniki sedme sile, tukaj v županatu mestne hiše, tudi vam toplo pozdrav. Kot ste seznanjeni, je v okviru letošnjega Miklošičevega leta v Ljutomeru že na vrsti in po vrsti mnogo dogodkov, v katere vključujemo tudi veliki dogodek. To je pregledna življenjska razstava likovnih del našega znanega umetnika, magistra Vladimirja Potočnika, sicer akademskega slikarja specialista, ki v Ljutomeru ustvarja več kot 4 desetletja. Lansko leto, nekje v rani pomladi, se je gospod Potočnik s svojim projektom oglasil tudi pri nas, tem, ko smo prisluhnili in se zavedali širine vsebine, ki nam jo je želel predstaviti. Šlo je za njegov jubilej, šlo je za njegov življenjski opus likovnih del, in šlo je za to, da se ob tej priložnosti zasluži tudi, oziroma pridobi tudi ustrezno zapisano besedo, monografijo, kot danes temu strokovno rečemo. Ne, da ne bi gospoda Potočnika poznali, ampak vsak prijeten dogodek je tudi na svoj način presenetljiv. Moj obisk pri gospe županji je bil več kot dobrodošel takrat, kajti naletel sem na izredno poslušno sogovornico, ki je nemudoma vzela ključe od avtomobila in naj jo odpeljala naravnost v atelje gospoda Potočnika, kjer smo se srečali še tisti dan v živo, zadeve dorekli in jih takoj umestili tja, kamor so morali biti umeščene. Ker sta gospod Obal in gospod Potočnik že pripravljala vsebine, nam je bilo toliko lažje, saj se nam ni bilo treba ukvarjati še s tem delom. Opus del je bil znan, besedilo je počasi nastajalo, nekaj malih tehničnih preprek pa smo seveda s pomočjo občine, gospe županje in občinskega sveta rešili tako, kot je bilo potrebno. Ko smo slovesno razglasili Miklošičevo leto, smo lahko s ponosom dodali tudi dogodek, o katerem danes govorimo. To se pravi predstavitev monografije Vladimirja Potočnika in pa pregledno razstavo njegovega življenjskega opusa. Za vse vas, predstavnike sedme sile, imamo tukaj monografije in jih bomo tudi podarili. To je darilo Splošne knjižnice Ljutomer, da boste jih imeli za spomin. Namreč, povedal bom naslednje, poleg Trstenjakove monografije za enkrat druge v Ljutomeru še nimamo. Mogoče še kakšni slikarji, avtorji, umetniki čakajo na svoj del v pisani besedi in ga bodo tudi kdaj dočakali, mogoče nekateri nikoli. Gospod Potočnik je to doživel in ker je čil, zdrav in živ med nami, mu seveda ob tej priložnosti čestitam. Prav tako piscu besedila, likovnemu kritiku, ki desetletja dolgo spremlja delo in razvoj na umetniški poti samega avtorja. Gospe županji pa se v tej priložnosti zahvaljujem za ves posluh, ki ga je imela z nami, tudi takrat, ko smo bili mogoče premalo jasni, kaj želimo in za čim stremimo. Monografija, spoštovani, je danes tukaj pred nami. Razstava preglednih likovnih del bo pa v četrtek, 9. maja ob 19. uri v galeriji Anteja Trstenjaka v Ljutomeru. Danes, ko me pošiljamo vabila, ker prej nismo tega mogli in upamo na primerno udeležbo. Tam pričakujemo seveda avtorja, tam pričakujemo tudi gospoda Obala, gospod županjo, če bo vse po sreči, in boste tam slišali, česar danes ne boste mogli. Gospoda
Obana pa prosim, da monografijo predstavi, saj je on tisti, ki je avtor zapisa. Hvala lepa. Vstop v tokove sodobne slovenske likovne umetnosti je Vladimir Potočnik naznanil nekje v drugi polovici 60-ih let oziroma potem 70-ih letih prejšnjega stoletja, ko je po končani akademiji za likovno umetnost v Ljubljani nekako si v Ljutomeru tudi ustvaril svoje življenjsko okolje in tukaj začel potem ustvarjati. Ta 70-ta leta so nekje prva resna njegova dela, ki se po tematiki in po ikonografiji približujejo takrat splošnim trendom, ki so v sodobni slovenski likovni umetnosti tistega časa veljali. To smo takrat imenovali oblikovanje nove krajine. Krajina na nek drugačen način, na nek samosvoj način in v teh delih se je že izoblikovala Potočnikova kritična distanca do samega tehniziranja in uničevanja rodovitnih krajev z novimi posegi, z novimi zidavami, z novimi tehnološkimi procesi, ki so dejansko pokrajino takrat začeli spreminjati, že takrat v neko drugo, danes bi temu lahko rekli, uničajočo podobo. Tu so nastajale prve njegove ideje in njegov odnos do krajine, posebej te njegove okoliške pokrajine, torej, če govorimo Ljutomer kot središče Prlekije in je ta njegov zanimivi svet Vladimir Potočnik še razširil na nižinski del ob reki Muri, pa potem vse gor v rahlo hribovje nad Ljutomerom, Slovenske Gorice na splošno. Ta orientirani svet bo ves čas igral pomembno vlogo v njegovem slikarskem razvoju, saj je ravno ta pokrajina, ki prehaja iz nižine okrog reke Mure in sama reka Mura, pa vse do sveta vinorodnih predelov, ves čas ga je zanimala kot pokrajina, znotraj katere je iskal ne samo preoblikovane podobe etnografskih značilnosti, arhitekturnih značilnosti, različnih zidanišč, ki so počasi propadale, terasaste podobe vinogradov, ki jih je tudi čas tehniziranosti malce spremenil, opustošil in vse to se je počasi nalagalo v neko ikonografijo, ki bo ves čas spremljala njegov likovni razvoj. Potem je v 80-ih letih presenetil nas poznavalce, ko je pravzaprav ta svet, ki je še v njegovih podobah kazal neko prepoznavnost po arhitekturi ali po zunanjih značilnostih, počasi preoblikoval v samo gmoto, likovno celoto, ki je bila sestavljena iz čistih likovnih elementov, bodisi z barvo, bodisi z črto, bodisi z križci, v neko novo, lahko bi rekli, abstraktno likovno podobo tega sveta, ki ni imela več namena, da bi nam, gledalcem, odkrivala zunanje značilnosti tega sveta, ampak je kazala njegov, torej slikarjev, notranji poduhovljeni svet, kako on kot slikar, kot človek, vidi to pokrajino, ta svet, v svoji likovni podobi. Več je torej dal na likovne elemente. Potem nastopijo 90-ta leta, spet eno obdobje, ko je ta svet, čist preprost svet, kot ga mi vidimo, bodi si doma na vrtu, ali njivo, ali gozd, enostavno preoblikoval v močne barve, močne svetle barve, nasičene z močno svetlobo in ta
ki so se luščili skozi plasti atmosfere narave v čisto neko svetlečo podobo sveta, neko idilo, neko romantiko, ki jo je Vladimir Potočnik takrat v 90-ih letih istočasno tudi v sebi čutil. Ampak paradoks, predtem, v zgodnjih 90-ih letih, je njegovo potovanje, študijsko potovanje v Pariz, kjer je prebival na študijskem potovanju, spoznaval docela podrobno zahodnoevropsko likovno umetnost, posebej tisto, ki je njemu bila blizu, torej ta abstraktno slikarstvo, kjer veljajo predvsem likovni principi, likovni elementi, in to je bil čas likovne umetnosti po drugi svetovni vojni, ki ga je takrat evropska likovna umetnost prav posebej gojila. Temu smo rekli informelno slikarstvo. Beseda informel že sama po sebi pove, da ne govorimo o formi, o obliki, kot jo mi vidimo, ampak je izven forme, izven oblike, torej abstraktna, abstrahirana podoba sveta. A hkrati istočasno na prelomu 90-ih let prejšnjega stoletja je zanimivo, kako je na slikarja vplivala tudi situacija, družbeno-politična situacija takratnega časa tudi v naši bivši državi Jugoslaviji. Pripravljal se je čas, vsi smo ga slutili, za različne hude čase in tudi nanj kot slikarja, pa tudi družbeno-političnega delavca, ki se je ves čas svojega ustvarjanja tudi aktivno vključeval v družbene razmere in vseeno tudi funkcije in tako naprej. Torej, pa tudi kot humanistu, za katerega vemo, da se je Vladimir Potočnik pravzaprav ves čas zavzemal za nek novi humanizem. Seveda, dogodki niso mogli iti mimo njega kot umetnika, kot slikarja. In nastal je v teh zgodnjih 90-ih letih, mogoče še nekaj let prej, čudoviti, zelo pomemben opus njegovih likovnih del, kjer je v svojih slikah vizualiziral ali likovno oblikoval ravno te hude čase. Ko boste prelistali monografijo, boste videli, kako je naenkrat ta njegova barvitost se zreducirala na samo na črne, sive, malce bele tu in tam, barvne ploskve in vse povsod postane njegov slikarski rokopis nemiren, dinamičen. Likovni elementi postajajo zelo zgovorni sami po sebi. Kako boste odkrivali, kako sama črta, nek lok, ki se mimogrede oblikuje v neko zanko, ali neka globina v slikovnem polju, ki lahko pomeni na simbolni ravni nek prepad, neko luknjo. Torej črne madeži, črne pike, tudi zapisi so na nekaterih delih. Nekaterih boste videli, kako je tudi z pretrdilno puščico ali pa z licajem upozoril na neke stvari. Hočem povedati, da je ta čas tudi njega angažiral, da se je v svojem slikarstvu lotil te vsebine in ustvaril veličasten ciklus teh slik, ki nas bodo vedno spominjale, ki nas bodo opominjale na ta čas, ki smo ga žal in na srečo tudi uspešno zaključili. No, torej, 90. leta smo ustali še v tem obdobju, ko je to temačnost zamenjala ena silovita barvitost, spet povratek k barvi, ki je za Vladimirja Potočnika prepoznavni znak. On je z barvo že narojen. V sebi nosi ta občutek za barvo, to estetiko barvitosti v sebi in samo čakalo se je, in sedaj je to tudi zelo lepo razvidno v tem njegovem opusu,
kako se je barva pravzaprav ves čas postavljala v prvi plan in ga ustvarila danes za otipljivega kolorista, ki svoj likovni izraz gradi predvsem na barvi in na svetlobnih učinkih barve. Ampak potem spet nastopi obdobje že v začetku drugega tisočletja, se pravi okrog 2003-2004, ta njegov opus, ki je zelo barvit, svetel barvit, lazuren, optimističen, naenkrat spet zasenčijo neke odtenki vijolične, temnomodre barve, ki njegov slikarski izraz naenkrat spet zaprejo. Neko tesnobo, občutje, najbrž nekih dogodkov, ki so na slikarja vplivali v toliki moči in moči, da se je pač v tistem obdobju 2 let bolj posvetil nekemu kontemplativnemu razmišljanju o tej pokrajini, ki se zastre v teh čudnih, temnih, vijoličnih barvah, pa ne za dolgi čas. Po letu 2005-2006 spet vidimo v njegovem opusu, kako barva naenkrat predre to sivino in spet začne plastiti v plastenje nekih slojev. To plastenje barvnih teh pigmentov pravzaprav pomeni nalaganje nekih že v njegovem opusu izkušenih izkustev zgodnjih 70-ih let, ko je bil neke vrste kritik uničevanja narave, takrat še malce bolj na romantičen način, v sredini prvega desetletja drugega tisočletja 2005-2010 pa je postal bolj radikalen. Cel opus njegovih slik boste videli, kako je to pokrajino, barvito pokrajino Prlekije spet zaprl in obdal z sivinami, ki spominjajo na nek beton, na neke zidine, ki na simbolni ravni pomenijo spet poseg v naravo. In ta kritična distanca se ponovno obudi v tem njegovem opusu tam 2005. Ampak k temu odnosu do narave se hkrati odpre v njegovem likovnem izrazu tudi neka druga relacija. To je relacija medsebojnih človeških odnosov. Eno in drugo pogojuje Potočnikovo razmišljanje v svetu, kakršen je danes. Tu na simbolni ravni barvne ploskve, torej ne več organski svet narave, sveta Prlekije ali omuškega sveta, temveč barvne ploskve, torej barve same po sebi začnejo simbolno izražati njegov osebni odnos najbolj v intimnem krogu, v družini, s drugimi relacijami v odnosi slikar, publika, slikar, občinstvo, in to na nek čisto simbolni način. Pravimo temu ciklusu, da se čutijo vplivi ameriškega abstraktnega ekspresionizma, torej spet likovne smeri, ki je po drugi svetovni vojni preplavila svet in je hkrati skupaj z evropskim informiranjem, o katerem sem vam že govoril, ponovno spodbudila Potočnika v abstraktni svet. Tu vidite lahko močne rdeče barve, prostovno izražene, ki so po simbolni plati nosilci in znakovni simboli življenja ali slabo življenja. Potem lahko vidite sivine, ki približajo spet nek bolj temačen trenutek. Torej same barve začnejo govoriti o teh njegovih notranjih stanjih do sebe, do najožjih okrog njega, pa tudi do družbe na splošno. In za zaključek lahko povem, da tam po 2008, po 2009 doživi Vladimir Potočnik, kako bi rekli, spet neke vrste preporod, neko lirično občutje, ki ga je nosil v sebi
in ki se potem naenkrat pokaže v čudovitih panoramskih pogledih na Slovenske gorice, na Prlekijo, na Sveto ob reki Muri, ki dobi sedaj, lahko bi rekli v tem zadnjem ciklusu, v katerem lahko govorimo o njegovem slikarstvu, doživi spet tisto notranje občutje mehkobe, optimizma, liričnosti, a hkrati predelano v posebne likovne forme, za katere bi pa lahko rekli, da nosijo po sebi racionalno plat. To mislim predvsem naravne, horizontalno potekajoče črte, ki nam izražajo na simbolni ravni nižino, reko Muro. Samo če ponazorimo, vidite, to je ta svet, ki je preoblikovan v njegovo liriko, ali še hočete simboliko te panonske, ravninske horizontale, pa tudi reke Mure, vmes Modrina, in kako ta svet preraste tudi potem v preoblikovano pokrajino, ki se nam pne v hribovju same Prlekije. Torej, v zadnjem opusu s temi ponovnimi pokrajinami, ki na nek način predstavljajo pravzaprav Potočnikovo vživetje v pokrajino, v svet, ki naj ga vodi humanizem, ki naj ga oblikujejo družbeni odnosi, ki bodo stremeli k napredku, k neki prispodobi čuvanja narave. Torej, spet ta nota, ki jo Vladimir Potočnik kot humanist nosi v sebi in je v njem, ponovno doživi v likovnih upodobitvah to apoteozo, to simboliko stremljenja slikarja k boljšemu svetu. Ne uničevanja narave po vsej sili, ampak stremeti k temu, da ostane nekaj, da ostane zanamcem in da svet postane z eno besedo boljši humanitarij. Torej, Vladimir Potočnik je več kot 45 let po akademiji prebival v tem okolju. In če se nekomu danes zdi, da je to okolje malce omejeno samo na to okolje okrog njega, torej svet od reke Mure, Prlekije, da je ta majhen svet zaprt, se izkaže, da je v njegovem slikarstvu opusu, kot ga kaže in prikazuje tudi ta čudovita monografija, naenkrat postal velik svet. Velik svet samega slikarja, ki ga je znal uživiti v tisti pravi likovni podobi, ne za ceno posnemanja, kot je danes dostikrat razširjeno z etnografskimi značilnostmi starih zidanic ali pokrajine, kjer je vsako drevo naslikano posebej. V tej likovni podobi, v tej likovni ikonografiji, ki je temelj njegovega likovnega izraza. To je ikonografija, če boste pozorno gledali, boste videli posamezne detajle, tudi ko ne boste videli cele podobe, boste pa opazili, kako cikcak črta pomeni terasa v Prlekiji vinogradu, da je zidanica ostala samo trobarvna, vertikalno potekajoča abstraktna forma, da se je pisani svet prleških pitarov razblinil v čudovite barve in da je ta svet, kot ga mi vidimo, postal likovna podoba, likovni rokopis slikarja, ki se je zavestno podal v to upodobitev svojega miljeja, svojega okolja in pri tem ni iskal samo zunanje podobnosti sveta, temveč predvsem priložnost, da je znotraj njega iskal, pa tudi našel likovni izraz, ki ga danes postavlja med slikarje, sodobne slikarje slovenske likovne umetnosti, ki so motivi kot krajine,
obudili na samo svoj način, ki ni primerljiv z drugimi likovnimi umetniki današnjega časa in bo kot takšen tudi ostal ne samo za danes, ampak za vse čase. Hvala lepa. Hvala lepa, gospodu magistru Obalo, za izčrpno podano videnje in spremljanje akademskega slikarja Vladimirja Potočnika in hkrati tudi za predstavitev monografije. Ker bomo imeli dovolj časa še za vprašanja, mogoče beseda samemu avtorju, da bo tudi sam kaj povedal, kar bi po tej priložnosti želeli slišati. Izvolite, gospod Potočnik. Najprej bi se gospodu magistru Francu Obalo, bivšemu direktorju Galerije v Murski Soboti, srca zahvalil za to bogato predstavitev in seveda strokovni pogled na likovno ustvarjanje. Pred leti me je prav on opozoril, da se verjetno bliža čas za kakšno monografijo, da je dobro, če pač ostane nekaj za človekom, ko se tem reče, ne samo likovna dela, pač en siže, neka skupna stvar, kar je monografija pravzaprav predstavlja, da se počasi na človeka ne pozabi. No, prišel je ta čas, in tako smo potem skupaj z občino, z magistrom gospod Karbovo in z splošno knjižnico v Ljutomeru uspeli, pa tudi z donatorji, ki so precej prispevali, tu zraven uspeli skratka narediti to lepo monografijo. Pri tej monografiji je seveda gospod Obal, magister, za svojim uvodnikom v glavnem prispeval znatni največji del. Vsebinsko sem pa oblikovalki, gospe Maši Obrčkal iz Ljubljane, pač tudi delno pomagal ji, da smo ustvarili eno monografijo, ki je malce bolj osebna, ima ene vsebinske dodatke, kot je študij na akademiji, malo življenje pisa na svojstven način in tako naprej. Ja, kaj naj rečem, mene ta prleška pokrajina spremlja že od ranih nog, ne samo od tistih hip, ko sem prišel leta 1966 v Križevce pri Ljutomeru, ker sem prvo leto in še 2 leti delal, pač pa že kot otrok sem prihajal od sorodnikom v Bočkovcih in tam smo mulci se marsikaj počeli, ta pokrajina pa mi je nekako ostala kot neki simbolni svet, lep, prijeten. Se ne gre za to, da bi slikal hišne številke, kot sem nekaj rekel. Gre za to, da človek enostavno simboliko kraja, v katerem pač prebivaš, uspeš z nekim sodobnim pristopom na en likovni, sprejemljiv način tudi podati. Kot je pravilno gotovil gospod magister, nikdar se nisem trudil, da bi načrtno kopiral ali sprejemal neke forme svojih kolegov iz sveta ali Evrope, ali pa tudi naših slikarjev, ker moram reči, da so večinoma zelo dobri umetniki. Ampak sem pač mogoče za to več časa porabil, ampak sem sledil svojim principom, svojemu gledanju in tako je pač v teh 40 letih nastalo, kar je. Jaz ne rečem, da se ne bi dalo storiti še kaj, ampak moramo biti zadovoljni tudi s tem, kar je nastalo. Najlepša hvala gospodu Potočniku za njegovo mnenje, ki ga pač danes poznavamo skozi monografijo. Prlekija je polna imen in dogodkov iz preteklosti, pa tudi iz sedanjosti. Posebej smo veseli, da lahko za spremembo počastimo danes
živega človeka, živega ustvarjalca med nami. K vsemu temu pa je seveda pripomoglo tudi svečano razglašeno Miklošičevo leto. Občina Ljutomer, občinski svet z gospo županjo na čelu so razglasili Miklošičevo leto leta 2012 že na eni od rednih sej. In prosim gospo županjo, magistro Olgo Karba, če še ona povzame besedo današnje predstavitve, pa mogoče še kaj doda. Izvolite. Hvala lepa. Veliko je bilo že povedanega, ampak res ne morem mimo tega, da bi povedala, da se res jaz tudi iskreno zahvaljujem vsem gospodom, ki so prisotni. Hvala lepa, gospod Pavličič, da ste prišli z to pobudo do mene. Seveda, gospoda Potočnika smo danes tudi sprejeli tukaj v županatu mestne hiše z velikimi častmi. Jaz gospoda Potočnika izjemno cenim in spoštujem, saj sem tudi prej na sprejemu slišala magistra Ovala, da je svoje delo opravljal pošteno, na pošten način. Sedaj je bilo tudi slišati, da je svoja dela barvito, uporabljal barvitost in jaz mislim, da je tukaj pri nas tudi v prihodnosti zelo pomembno, da bi mogoče povzeli to vodilo, da bi delovali pošteno in da bi naša prlekija bila barvita. Zelo sem ponosna, da smo lahko sodelovali pri izdaji te monografije, to je za občino Ljutomer izjemnega pomena in v znak hvaležnosti skupnosti smo ga danes tudi povabili gospoda Potočnika, saj je nedvomno zelo pomembno, da je svojo ustvarjalnost, svoje znanje prenašal tudi na naše mlajše rodove, tako da ima naslednike in jaz srčno upam, da bodo to tudi znali uporabiti in da bodo sledili tudi po tej poti, kot je uspel gospod Potočnik. Res iskrena hvala še enkrat vsem in toliko z moje strani. Hvala lepa. Hvala lepa, gospa županja, za vaše spodbudne besede za naprej, pa za pohvalo, ki smo jo bili nehote deležni. Veseli smo, da je monografija pred nami, veseli smo, da se dogodke vrstijo. Nenazadnje je gospod Potočnik v likovnem svetu naslednik Trstenjaka, Anteja Trstenjaka. Za njim prihaja novi rod, kot smo že danes omenili, likovnih umetnikov, ki so se uveljavili, Mitja Ficko recimo v Ljubljani, Katja Sudec celo v Berlinu in še kje. Imamo tudi dva umetnostna kritika, ki sta pravkar stopila s prvimi koraki v življenje in od katerih tudi pričakujemo pomembna dejanja. Za vas, spoštovani predstavniki sedme sile, pa je prišel čas, da sami povprašate, česar še ne veste. Hvala lepa. Hvala lepa vsem predstavnikom, ki ste se oglasili. Nekateri so nas prosili po elektronski pošti, da jim kaj povemo. Tistim smo že dali na znanje, kar pač k temu dogodku gre. Vsi skupaj pa vabljeni v četrtek 9. maja ob 19. uri na pregledno razstavo likovnih del gospoda Potočnika, kjer bo prav tako podal svoj uvod gospod magister Oval, drugače ga ne bomo spustili iz galerije. Tokrat ga bomo uporabili. Vsem srčna hvala, debata je